Dober dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci s selektorjem Matjažem Kekom pred tekmama s Kosovim in Švedsko. Bom kar predal selektorju, seznam imate pred sabo, bom kar predal selektorju besedo. Dober dan, pozdravljeni. Odločilen ciklus, dve tekmi, ki bosta pokazali, ali smo dovolj kvalitetni, sposobni, da si zaslužimo svetovno prvenstvo ali pa dodatne kvalifikacije, in takšno je tudi naš pogled na vse to skupaj. Jasno, da nas najprej zanima Kosovo, reprezentanca, ki je za nekatere mogoče presenečenje, za mene čisto normalno, ker sem vedel približno kakšno kvaliteto imajo, in predvsem naša želja, da bi z pozitivnim rezultatom prišli v možnost, da sami odločamo v zadnjem krogu o dodatnih kvalifikacijah. Kar se tiče igralskega kadra, nekateri igralci imajo probleme, Čerin za prvo tekmo, kartoni, vse so to sicer manjše poškodbe, predvsem zdaj tu Vipotnik je manjkal v zadnji tekmi, včeraj je naredil sken, ni nekaj večjega, ampak glede na to, da imajo jutri tekmo, pa v soboto bomo videli, kar se tu dogaja. Malo me skrbi minutaža nekaterih, ampak že običajno, to se ponavljam vedno, Lovrič, Sešljar sta bolj ali manj samo na klopi za rezervne igralce, kar pa zopet, še enkrat poudarjam, lahko pomeni še večji izziv, še večji motiv, ko govorimo o reprezentanci. Kar se tiče zadnjega ciklusa, odigrali smo dve tekmi različnih interpretacij, bom rekel, iz stališča navijačev, novinarjev, pa mogoče strokovno. Jaz sem izredno zadovoljen, kako smo igrali v defenzivnem, pravzaprav smo omejili oba dva nasprotnika skoraj v nič. Glede na to, da smo dobili v prvih dveh tekmah 5 golov, je bila neka ta naša razmišljanja, reakcija, jaz se mislim normalna, to smo res odigrali in odreagirali dobro, tudi neke stvari spremenili. Manjkalo pa je na Kosovo, jasno, gol iz tistih šans, mislim, da smo imeli več kot obe ekipe, s katerimi so oni igrali do takrat. Proti Švici v Ljubljani pa predvsem ta neka mirnost, o čem so tudi igralci sami govorili. Zdaj je jasno, da nas zanima pozitiven rezultat, tako se bomo naravnali, tako se bomo poskušali pripravljati, kakšen trening več zaradi sobotnega termina, in to je z moje strani to. Izvolite. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanje. Luka. Lep pozdrav, gospod selektor. Vprašanje glede Jake Biola, začel je spet igrati torej dvakrat zapored v ligi za Leeds. Kako pomembno je to za reprezentanco? Vse se je videlo, ne. Jaka na eni strani ni šel slučajno v Premier League, to se pravi kvaliteta, ki je bila prepoznana v Udineseju, po drugi strani pa vseeno 2-3 reakcije, ki kažejo na to, da minutaža je vedno dobrodošla, in zaradi tega pravim, v slovenskem primeru najboljše generacije nikoli niso imele idealnih minutaž, ampak jasno pa je, da tudi na način razmišljanja od Jake in to vse skupaj se da marsikaj kompenzirati, in oni mislim, da je najboljši primer. Veseli me, jasno, da je zdaj odigral 2 tekmi, kaj pomeni Premier Liga z njegovega zornega kota sem vam zadnjič razložil. Jaz samo upam, da tudi ta zadnji poraz ne bo zopet vplival na kako odločitev, ampak še enkrat, mi selektorji v tem momentu, ko pa čakaš, kaj se v klubi dogaja, normalno, da bi veseli vsak gol, vsaka minuta, hkrati pa seveda nekje, ko imaš si omejen z kadrom, se bojiš vsake menjave. Jaz vem, kako reagiram, ko je Janža menjan v 87 minuti, takrat se že vklopi takoj informacijski center NZS-ja in iščemo takoj informacije, če se kaj zgodilo. To je pač naše življenje, naše poslanstvo. Jasno pa je, dovolite mi še nekaj, če govorim že o našem poslanstvu. Včeraj se je zgodila ena v igrišču, dovolite mi, da v svojem osebnem imenu pa v imenu Nogometne zveze Slovenije izrečem res iskreno sožalje in družini in pa vsem prijateljem preminulega trenerja Žiževića, ki je na nek način tudi pokazal, kako stresno je lahko vse skupaj. Še enkrat iskreno sožalje. Eno vprašanje glede
tudi športne matematike. Zdaj, da se Slovenija uvrsti na drugo mesto in v dodatne kvalifikacije, mora premagati Kosovo. V zadnjem krogu pa bo morda tudi morala gledati oziroma bo morala gledati na tekmo v Prištino, kjer pa igra Švica. Glede na vse vezi med ekipama, zelo dobro se poznata obe reprezentanci. Ste popolnoma prepričani, da bodo Švicari, če zdaj damo na stran vse možnosti, kaj se še lahko zgodi, ampak da bodo, če jim ne bo treba, če si bodo že zagotovili prvo mesto, igrali 100% na polno? Sprašujete mi nekaj, kar je za nas, ki vam moram odgovoriti, vedno najtežje, ker moral bi govoriti o nekem tretji zadevi. Jaz sem vam prej rekel, edino, kar me zanima in edino, kar je pred Frante postavljeno in pred vse nas, in tega se dobro zavedamo, z vso odgovornostjo z mano na čelu, je tekma, naša tekma proti Kosovu. Kaj bo, če bo, bomo začeli razmišljati potem, ko bo te tekme konec. Tako da jaz ne vem, lahko govorim svojega zornega kota, nekajkrat sem že igral na klubski sceni takšne tekme, ko bi naj bilo že vse rešeno, pa vse jasno, malokrat se to zgodi. Tako da dovolite mi, da tukaj res ne bi komentiral vsega tega, vse te matematike, glede na to, da je vložek naše tekme proti Kosovu tako velik, da me enostavno ne sme zanimati nič drugega. Pa še eno vprašanje z moje strani, in sicer glede tega, da rekli ste, v napadu bo treba vse urediti, da bo Slovenija zadela, mora zmagati proti Kosovu, in zdaj ima tudi morda 2 dneva več na voljo, ker je tekma v soboto. Do kakšne mere bo to prav prišlo, se vam zdi? Tako ko smo morali reagirati po prvih 2 tekmah, ko smo dobili 5 golov in smo dejansko to uspešno naredili potem v nadaljevanju z dobrim blokom, z neko drugo postavitvijo, jasno, da moramo reagirati, da nismo dali gola. In eno je, če si ti priložnosti ustvariti, tako smo mi proti Kosovu, in ne vem, v drugem polčasu je bilo za mene ena od boljših tekem Slovenije, razen seveda realizacije, tu pa je seveda zdaj tudi vprašanje malo neke individualne izvedbe, oziroma ko smo prihajali proti Švici v situacije, ko smo pred leto 2 matirali vse. Na tem, absolutno, in poudarek seveda na tem. Kosovo je reprezentanca, ki mislim, da pa 3 tekme zdaj ni dobila gola, in meni je popolnoma jasno, kaj nas čaka. In tako kot smo se na njih dobro, in mislim, da je to se bilo videti tudi na igrišču, pripravili v Prištini, popolnoma isto oziroma še na višjem nivoju bomo poskušali biti tudi zdaj v Stožicah. Dober dan, selektor. Če pogledamo resnici v oči in rečemo Bob, bo zelo verjetno Slovenija v Ljubljani igrala tekmo, ki bo vsaj pol ali pa tudi blizu gostujoči, kar zadeva ozračje na tribunah. Ogromno, Kosovo je v euforiji nogometni, ogromno njihovih rojakov, tudi slovenskih državljanov živi tukaj pri nas. Kakšen je apel slovenskim navijačem in pa kakšna so pričakovanja glede tega vaša? Dobro, to je zadeva, na katero ne moremo vplivati. So bile že odigrane tekme te generacije, ker so gostujoči navijači bili v večini, ali na Evropskem prvenstvu, ali ne vem, tekma proti Srbiji, tekma proti Bosni. Jasno je, da veseli, ko slišiš pomoč svojih navijačev, ko slišiš navijaške refrene, ki tebi pomagajo, po drugi strani pa mogoče tudi malo inata, da dokažemo, da si zaslužimo pomoč. Tekme so razprodane in to že kar nekaj časa nazaj. Jaz sem že tudi o tem govoril. Upam pa, da bomo še enkrat več sprovocirali naše slovenske navijače, da bodo preglasili. Če bo to vse v nekem fair playu in v nekem normalnem navijanju, potem bo atmosfera super, top. Jaz pa stalno pravim, da je dosti lepše igrati takšne tekme, kot pa pred praznimi tribunami. Če lahko samo dodam,
ker je ravno ta tema. Vstop na tribune namenjene slovenskim domačim obiskovalcem z obeležji tuje ali tretje reprezentance ne bo mogoč. Seveda pa apeliramo na, tako kot je selektor rekel, na slovenske navijače, da prinesejo zastave, barve Slovenije in da pokažejo, za koga navijajo na domači tekmi. Še eno zadevo, če bi, ko boste zbrali fante, če bi jim lahko rekli, recimo, kaj je tista ena stvar, ki naj bo boljša, ki naj bo drugačna, da bomo videli Slovenijo, ki si lahko preigra nazaj možnosti za svetovno prvenstvo, kaj bi jim posebej izpostavili? Samo odločnost, samozavest in pa prepričanje, da smo tudi pokazali v teh kvalifikacijah, da lahko igramo proti vsakemu in da dejansko, če pa seveda hočeš priti do cilja, moraš v nogometu realizirati tako kot v vsakem športu in meni skrbi samo realizacija oziroma izvedba v tistem momentu, ko pridemo do žoge, ker vse sem prav. Vse iz mojega strokovnega gledanja smo 2 tekmi brez žoge odigrali skoraj da perfektno. Hvala. Prosim. Lep pozdrav, gospod selektor. Ne vem, sicer po mojem je bil to bolj medijski konstrukt, tole vprašanje, ali bo Franko Kovačević igral za Slovenijo. Zdaj vidimo, da je na širšem seznamu hrvaške reprezentance. Samo, mislim, če sploh potrebujemo neko vaše pojasnilo, kaj je bilo s tem, kako je to nastalo, da bi on lahko igral za Slovenijo, in po drugi strani, kakšna stvar je za slovenski nogomet, da imamo igralca iz naše lige v eni hrvaški reprezentanci, ki je ena najboljših na svetu. Zdaj ne vem, komu omenjate zdaj ta konstrukt, kje je ta konstrukt nastal, to mi morate malo povedati. Jaz bolj slabo spremljam vse to skupaj. Da je Albert Riera na eni novinarski konferenci rekel, da če ga ne bodo Hrvati poklicali, potem moramo v Sloveniji razmišljati, da bi mu dali potni list. Iz tega ven se je potem izpeljalo in potem videli smo tudi kar ste vi izkoristili, ne, pa Absolutno. dali. Ne. Potem tako vprašajte, ker jaz vam bom direktno odgovoril. Ja, potem so pa Hrvati delali slike, Ne, da ste ga vi klicali. na vaše navedbe so Hrvati cirkus naredili, kar spremljam zadeve. No, ja. Kar se pa tiče Franka Kovačevića, poznam ga, ko vi sploh niste, oziroma ko slovenska športna javnost sploh ni vedela, da obstaja, ker je bil pri meni na Rijeki. Fant, ki si absolutno z vsem tem, kar počenja zdaj, kako počenja, zaslužil poklic svoje države. Zelo mi je všeč, na kakšen način vam je odgovoril in kako prepričljiv je bil v tem. Jasno je, da v nobenem primeru, tudi neka druga imena so bila v obtoku, bo tudi, in pripričan sem, da bo tudi v slovenskem nogometu prišel čas nekih novih imen oziroma potnih listov, ki bo komu drugemu omogočilo igrati za Slovenijo. V tem primeru zdaj sploh nisem prišel na to misel. Je pa seveda to, da je to bilo z moje strani o Franku Kovačeviću oziroma o bilo katerem drugem nogometašu drugih držav, ker me pa dosti bolj zanima Beni Šeško, Vipotnik, Mlakar in vsi ostali, ki so zdaj v moji skrbi. Pravim pa, da še enkrat, igralec, ki sem ga spoznal, ko je imel 16-17 let, ki je igral takrat za prvo ekipo, ko je lahko prijateljske tekme na Reki in za katerega sem zelo, zelo vesel, da mu je ratalo, želimo pa seveda, da mu tako gre dobro tudi v nadaljevanju kariere, predvsem tako dolgo, ko bo v Celju, ker bo to je vse skupaj dobro tudi za slovenski nogomet. Ko smo pri slovenskih igralcih, vračal se na seznam Andraž Šporar, jasno zdrav je, začel je tudi dosegati gole za Slovan v preteklosti, zelo pomemben za reprezentanco. Kako pomembno je tudi s temi svojimi izkušnjami takih tekem, kot bo recimo proti Kosovu, da bo spet zraven? Dobro, temu ste odprli, ja. 2 tekmi, ki bosta iskala nekaj več, ne? Ki bosta iskala ob kvaliteti, ob razigranosti, tudi izkušnje, tekme, ki lahko grejo v eno ali pa drugo smer, ampak jaz pa sem vesel, da se je vrnil po poškodbi z goli, da je očitno mu Bratislava Slovan, da mu še kako paše in jaz upam, da bo čim prej dal gol tudi za reprezentanco. Jasno pa je, da moramo videti, v kakšnem stanju je. Vidim, da ga kar prilagaja, Vlado Vajs ga prilagaja v minutaži, se pravi, da ni še to nekje optimalnega, ampak se pravim,
poudarek na tem našem napadalnem delu oziroma na ofenzivnem delu bo tokrat primaren, zaradi tega, ker pač moramo zmagati. Naslednje vprašanje. Je še kakšno? Sicer hvala lepo vsem, hvala selektor. Hvala. In pa se vidimo v ponedeljek.